Komu na predvesilo zdravico, bratje, ćmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Živi nas i narodi, ki krepeni dočaka dan. Da kodar sonce hodi, prepiri sveta Bog pregnan. Da rojak prozbo vsak, ne vrag, ne sosed, bolnejak. Da rojak prozbo vsak, ne vrag, ne sosed, ne vrag, ne sosed, bolnejak. Hvala
za doživeto odpeto pesem Zdravljico in pa hvala Žanu Zabokovniku na harmoniki. Lepo vas pozdravljam v imenu Polzerskega koordinacijskega odbora Glas ljudstva Inštitut 1. oktober in izrekam dobrodošlico tudi vsem članom ostalih novo nastajajočih lokalnih odborov Žalca, Prebolda, Braslovč in Tabora Vransko. V naši sredini pa prisrčno pozdravljam tudi predsednika gospoda Pavla Ruparja in njegovega namestnika gospoda Borisa Klepanja. Izvolite. Hvala. Morala bi pozdraviti še gospoda podžupana in predsednika Društva upokojencev Polzela, gospoda Igorja Pungartnika, pa se iskreno opravičuje, v zadnjem trenutku je dobil klic zaradi neodložljivih obveznosti. Tako da se jaz v njegovem imenu odločila sem se pozdraviti in sicer Odbor Spodnje Savinjske doline Inštitut 1. oktober vam izreka toplo dobrodošlico v občini Polzela. Sedaj pa, dragi gostje, v prvi vrsti vljudno vabljeni, da z mano zasedete tole mizo. Ker izvolite. Lepo vas pozdravljam v imenu Polzerskega koordinacijskega odbora Glas ljudstva 1. oktober in izrekam dobrodošlico tudi vsem članom ostalih novo nastajajočih lokalnih odborov Žalca, Prebolda, Braslovč in Tabora Vransko. V nadaljevanju želim uspešno delo ustanovne seje v dobro vseh, ki jih boste zastopali. To so bile misli in besede našega koordinatorja, gospoda Evgena Tomiška. Hvala, Evgen. Zdaj bomo pa začeli. Na vabilu, ki ste ga prejeli, je objavljen dnevni red in prehajamo na prvo točko, to je predstavitev društva 1. oktober. Gospod Rupar, beseda je vaša, izvolite predstaviti delovanje. Spoštovane gospe in gospodje, najprej iskrena hvala, ker ste prišli na prvi ustanovni sestanek oziroma odbor, ki se bo danes naredil v državi Sloveniji. Prvi odbor, izredna čast in tudi zahvala za to, da ste zbrali tako pogum kot odločitev, pa tudi čas, ker ste prišli od vse povsod, iz cele Saleške, Savinjske in pa kraj, ki je meni še posebno drag. Nekaj več o tem bom povedal kasneje. Društvo Inštitut 1. oktober nosi ime po svetovnem dnevu starejših. Večina v Sloveniji tega datuma niti ne pozna. Tako kot večina tistih, ki nam vladajo, ki bi mogli poznati vsaj ta datum, niti ne vedo ali pa niso vedeli do nedavnega. Nastal je spontan klic, kaj se dogaja z upokojenci. Zgodila se je ljudska iniciativa Glas upokojencev in ko sem videl, da se večina v Sloveniji vendarle bori za svoje preživetje, sem nekako opazil, da se z upokojenci niti nihče ne ukvarja, da so nas pustili tam nekje, da je večina nas ali vas ponižanih, brez dostojnih pokojnin, da se borimo iz tedna v teden, ker za en mesec je marsikomu denarja premalo, pokojnina premajhna, da ste in so med nami ljudje, ki so s polno delovno dobo pristali pri 600 evrih pokojnine
da so med nami invalidi, nič krivi, da so, kakršni so, z 250 in 300 evri pokojnine invalidske, da so med nami kmetje, za katere še danes ne vem, zakaj so odrinjeni tam nekam, češ kmet si, za dovolj imaš 250 evrov pokojnine, pa je vendarle garal in delal, danes je bil ta odziv viden. In potem je nastal neka simpatija, ali pa če želite klic, pojdi, naredi nekaj in pomagaj. Temu ni botrovala zgolj odločitev pa branje ter informiranje, kako so drugi in kako mi ne. Temu je botroval tudi nek dogodek, moj življenjski, ki ga bom povedal čisto na vsakem shodu, danes pa prvič, ker ste pač tu prvi, ki ustanavljate v koordinacijski in občinske odbore. To je bila bolezen. Marsikdo od vas ve, o čem bom govoril. Upam pa, da vas je veliko takih, ki tega nikoli ne boste doživeli. Zgodilo se je kar nekaj stvari v zadnjem obdobju in 3-krat sem bil poklican na svet. Rak, 2 emboliji in potem še ena bolezen, zaradi katere me je pa ta kraj še posebno prijazen in sem mu zelo hvaležen. To je pa ena gospa Ida iz Braslovč, ki mi je pa tudi pomagala rešiti življenje takrat, ko sem ji na kolku vnela okostnica. Življenje pripelje do raznih spoznanj. In če rečem, da sem se v tem kratkem obdobju 3-krat, 4-krat vrnil nazaj v življenje, sem bil prepričan, da moja zgodba ne more in ne bo končana in da moj cilj v življenju še ni izpolnjen. Torej, nisem fanatik, to zmeraj povem, verujem pa v Boga in prepričan sem, da je Bog rekel, tle imaš še eno življenje. Moja naloga pa je bila, da rečem njemu nazaj, vračam ti ga, naredi z mano, kar želiš, sebi v čast. In Bog je v temu združil borbo za ljudi, za upokojence, jaz sam še nisem upokojen, zase se ne borim, naredi nekaj dobrega, če bi v prvo življenje morda ne prav najbolj super, naredi zdaj nekaj za to, da boš lahko, ko boš potegnil črto, naredil plus in rekel, ja, to je bilo moje življenje. In tu je tudi domovina, tu je tudi moja Slovenija. Jaz se upravičujem, ko pojem v zdravico, jaz jokam. Jokam zato, ker čutim in vem, da je v srcu naša domovina. Tudi danes izredno hvala vam, ker ste mi naredili les praznik. Skupaj smo zapeli našo slovensko himno. Kako je lahko človek bolj srečen, kot da imaš zdravje, da imaš družino, prijatelje in da imaš rad svojo Slovenijo. Inštitut 1. oktober ima kar nekaj ciljev. Ta prvi je vsekakor bil in je izpolnjen, da so nas slišali. Da so slišali vas upokojence. Drugi cilj, da bodo slišali tudi mlade zaposlene, ki grejo za nami, se pa ne zavedajo, kaj je biti na minimalni plači, na plači malo tako, malo na roke, ker se to potem, ko pristopiš prag upokojitve, več kot slabo poznam. Veliko ciljev je še, ne boste verjeli, ignorirali so nas do nedolgo nazaj in ko me je sprejel, povabil in sprejel predsednik Robert Golob, takrat sem začutil, da sem na pravi poti. Nikakor ne mislite, da bom jaz na njihove sestanke hodil, zato da bom tam pil kavo in da bom poslušal, kako bi nekdo plesal, pač pa si je izbral in dovolil k sebi povabiti zelo upornega in zelo trmastega pogajalca, ker še enkrat povem, ni men cilj ne slava, ne čast več. Moj cilj je, da iz rok na koncu rečem, to je moje delo,
to je delo nas vseh, živimo bolje, kot smo. In danes me je na sestanek in celo kosilo, ki pa ga za vsak slučaj najedel, povabila tudi gospa, ki je prišla nedavno z Afrike. Pa zdaj ne vem, a jaz spadam med tiste posvojene ali ne. Upam, da ne, iz tega naslova ne bom jedel, varnost je pa le varnost. Bom pa se najbolj udeležil tega sestanka, ker je to pot do tistih naših uspehov, ki smo se jih zadali. Naša prihodnost, kdo ve, cilje imamo. Prvo, kot sem rekel, da se pokojnine zvišajo invalidom, kmetom, vsem tistim, ki so ne zaradi sebe ostali na tistem pragu 500-600 evrov. Tudi ljudje, ki so bili zaposleni, pa so jih spravili v stečaje, tudi ljudi osebno pustili na cestah, pa potem zaradi zdravja, starosti nismo več dobili ali pa niso dobili službe, niso nič krivi, da so tam, kjer so. Tem ljudem pomagati in jim priskrbeti vsaj tistih majhnih 750 evrov na mesec je cilj, ki bo meni naredil veselja ljudem, pa tudi takih je v Sloveniji, ne boste verjeli, 190 000. Vsekakor tistim, ki so delali polno delovno dobo, taki upokojenci ne bi smeli živeti pod 810 evrov pokojnine, to je prag revščine plus 10%. Pa veste, da to ni moja ideja. To je ideja koalicije, ki nam vlada. To je njihov program. In ko sem jaz to Golobu povedal, je rekel, ja, kje mu pa dobili? Ne vem. Golob, vi ste to napisal, ne jaz. Jaz vas samo upozarjam na tisto, kar morate vi narediti. In borili se bomo, da bomo do tega prišli. So še druge zadeve, zdravstveno zavarovanje. Včeraj so se hvalili, zdaj pa Golob ta, pa vlada so ustavili padec priljubljenosti. Ampak oprostite, če vi samo spremenite ime, naši žepi pa to še zmeraj občutijo, potem ste vi naredili nič. Potem je moja dolžnost, da vam na 4. shodu, na katerega ste lepo povabljeni, pripeljete še druge ljudi, tam moram jasno in glasno povedati, ne imejte nas za norce, ne imejte nas za neumne. Ker če gospodje tam mislijo, da ne znamo zračunati, v redu, ampak če pa mislijo, da mi ne bomo bolj siti zaradi tega, potem se pa zelo, zelo motijo. Če drugega ne, nam spregovori denarnica. Ja, ne govorim, da težko pridemo iz meseca v mesec. Jaz govorim, da težko pridemo iz tedna v teden. In to jim moramo jasno in glasno povedati. Zelo si želim, da smo se danes še soočili s protestom kmetom posebej, mi pa potem 3. maja v Ljubljani posebej. Ko bodo dojeli vsi, tudi vodstvo kmetov, da smo le skupaj lahko močni, da traktorji in 50 000 ljudi, kolikor nas tam je in nas bo, pomenimo silo premika, dokler tega ne bodo dojeli, smo lahko vsak zase, pa nič se ne bo zgodilo. Verjemite, ko bomo enkrat nastopili skupaj, takrat bo dosežen en osnovni cilj. Če se vlada in predsednik Golob ne želita pogovarjati s kmeti in z nami, potem on ne bo zamenjal ne kmete in ne upokojence, pač pa bo on odletel. Začela se je tudi akcija zbiranja podpisov za zakoni, kateri ste danes prinesli obrazce, vse druge. Lepo prosim, pojdite na upravno enoto, nekaj časa to vzame, ampak tam obrazec ne boste podpisali za Ruparja, podpisali ga boste zase, za svoje pokojnine, za zdvig vaših pokojnin. Pojdite, pošljite ali pa prineste kar v Ljubljano. Še najraje bom videl, zato boste vsi prišli tja.
Opozarjam, da istočasno poteka še zbiranje podpisov za usmrtitve. Za smrt. Nekoč so nas učili, da je bila druga svetovna vojna, Mauthausen, Dachau, Auschwitz. Da smo zdaj kaj dlje. S tem, da boste vi rekli nič, pa lahko pride do zlorabe, zato ker imate morda premoženje, pa nimate naslednikov. Morda bo prišlo zato do zlorab, ker nas je preveč upokojencev. Igrajo se s smrtjo. Jaz sem jo videl 3-krat, 4-krat, večkrat v življenju. Ne želim si, meni je raj tukaj. Pustite nas živeti, ne sete nas in ne preprečujte ljudi, da podpisujejo obrazce za usmrtitve. Zame je to kriminal. Zato se ne pustite naplahtati, ker na upravnih enotah stojijo njihovi aktivisti, vključno z Niko Kovač, pa s tistim Jelun, kaj ti si Jenul, vključno z nekimi ljudmi tam, dajte, pojdite proč, če nam ne morete dati življenja, za katerega se mi se borimo za lepo življenje, za dolgo življenje, ne za hitro smrt, potem nimajo tukaj kaj iskati. Slovenija mora narediti en velik korak. Korak iz sovraštva, korak iz nenehnega obtoževanja, kdo je janšist, fašist, ne vem kdo kaj smo, zato ker ne tulimo pa ne piskamo v isti rok, oprostite. Mi smo v demokraciji in moja beseda je enako pomembna kot od kogarkoli drugega. To smo naredili z ustavo, z osamosvojitvijo in edino stvar, ki se jo želim, kar na shodih ste bili tudi poudarjali. Radi se imamo. Meni ni treba vsak dan nekoga pljuvati in tudi sam ne bom dovolil več, da pljuvajo mene. Če nimate, se bom popravil, če nimajo toliko poguma, da bi segli drug drugemu, brat bratu, sestra sestri v roke in se rekli, dosti je tega, naš skupen cilj je napredek države, tega lahko pa dosežemo samo, da se imamo lepo med sabo, da se spoštujemo, potem smo zapravili našo državo. Jo ne bo. Tudi to je naš cilj. Da ne bom predolg, še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste prišli. Sporočite ljudem, da prinašamo dobro voljo. Da nismo tu zato, da bi bili neslavni, ne vem kakšni, ampak zato, da drugemu pomagamo. Vaši podpisi, vaša navzočnost tam dajo meni in našemu inštitutu zadolžitve. Vi mi sporočate, pojdi in delaj in jaz se bom ubogel. In dokler bo zdravje dopuščalo, zdaj vem, da bo, dokler bo volja vas, bo volja tudi mene in naših fantov in deklet. Pridružite se nam v članstvu, no tudi to vas povabim. Pomembno je, te shode financirajo ti fantje, pa tudi kar lahko sami. Vsak mesec nekaj pokojnine, 100-200 evrov, ker to kar nekaj stane. S tem nam boste samo pomagali, da bomo hitreje prišli do cilja. Še enkrat vam vsem, hvala lepa. Širite to dobro idejo. Širite med mlade. Naj vas podprejo, hčere, sinovi. Za nami grejo, našo pot hodijo. Tudi za njih se vi in mi borimo. Vse dobro vam želim, ostanite zdravi in Bog vas blagoslovi. Hvala, gospod Rupar, za vaše lepe, prisrčne besede, za vašo spodbudo, izčrpno obrazložitev navodila in ne nazadnje za vašo življenjsko zgodbo, ki ste jo delili z nami. Res je, mi vsi smo na enem vozu, tisti mladi, malo starejši, delovno aktivni in tisti, ki so svoje že oddelali. Skupaj bomo ali pa smo še močnejši, samo skupaj moramo držati. Hvala. Zdaj se pa, gospod Rupar, prosim, odžejete, ker dolgo ne boste sedeli.
Nadaljujemo pa že z drugo točko dnevnega reda, to je izvolitev predsednika regijskega odbora Spodnje Savinjske regije. Malo več bo o tem zopet povedal naš gospod Rupert. Kar izvolite. Boste kar pri meni, pri mikrofonu danes. Ideja o ljudski iniciativi je brezpredmetna, če ne gremo med ljudi. Inštitut 1. oktober, Glas upokojencev, postavlja odbore, mrežo po vsej državi. Ko sem omenil, danes je to prvi tak nastop, pa prvič se predstavljamo v državi prav tu v vaši regiji. In seveda imamo tudi kandidate in kar nekaj članov že, tudi z vseh področji Šaleško-Savinjske. In jaz upam, da nam bo sledilo še veliko več ljudi, da bomo odbore lahko postavili čisto v vsaki občini. Morda samo nekaj. Mi nismo politična stranka. Mi smo zgolj neko gibanje, ker mi gre težko ta beseda, ker je gibanje Svoboda izrabilo to formulacijo, ampak smo nekaj, kar se med ljudstvom dogaja. Odraz tega je tudi vaša navzočnost. Jaz bom rekel tako. Vsakemu, ki bo član, zaupamo. Tistim, ki bodo sprejemali funkcije, zaupamo toliko bolj. Čaka jih trdo in naporno delo. To ni funkcija, Bog jim da je vse dobro, tiste, ki se vem pelejo. Vsaka funkcija je zelo odgovorna. Ni funkcija na papirju. Odbori bodo mogli delati tudi take akcije, kot jih imamo zdaj, je pa zelo uspešna akcija. Mladi pomagamo starejšim urediti vrt. To je čisto neka nova ideja. Zaenkrat nismo veliko naredili, še ker je dež, pa se zemlje ne da štihati. Gre pa preprosto za to, da mladi pomagajo starejšim urediti tisti vrtiček, zato ker smo tam srečni. Vse ne gre za drugega. Ljudje, ki kličejo, so bolni, ustareli, imajo še nekaj zemljice. Ena gospa Vika Jelen me klicala z Zagorja. Pavela, pridete, ni mi za solato, ni mi za... Ampak jaz sem tam srečna. Jaz tam zunaj sedim, gledam rožice, narava vse je z mano. To je tudi delo odbornikov in odborov. Bo tudi drugih akcij. Mlade, da pozovemo, da obiskujejo starejše, da naredimo tisto, kar drugi samo obljubljajo, neko medgeneracijsko sodelovanje. Glejte, imamo in ministrstvo, nič ni od njih. Sami moramo to narediti. Predsednik, ali pa rekel zdaj, imenovani vsak čas, jaz bom prosil, bodite pogumni, sledite nam, zahvaljujem se za voljo, za pogum in seveda prosim za vse, kar lahko storite, da bomo ljudem naredili tisto, kar jim obljubljamo. Ker če sem jaz te za to, kot so bili drugi pred mano, da samo nekaj tvezijo, pa nekaj govorijo, potem nisem zaslužil še enega življenja. Nisem. Pomagajmo jim, da bodo ljudje čutili, da jih imamo radi, da se zavzemamo za njih. Ljudje morajo nazaj sporočiti, hvala, ker ste. Samo to. Če pa nas ne bodo poslušali, tam, kjer nas morajo slišati, potem pa vam naprej povem, da ni izključeno, da bomo naredili eno upokojensko stranko. Res. Ker dokler bomo mi po odborih, dokler bomo na trgu peli čebelice, ki so zame himna, pa nismo v parlamentu, da bi koga za ušesam ali pa komu rekel ne, za upokojence boš tudi skrbel, potem nismo naredili nič. Jo ne napovedujem še, vi boste takrat, ko bo čas povedal, ali jo naredimo ali ne, če bo potrebno, jo bomo. Zaenkrat toliko predsedstvu, predsedniku, ki bo izvoljen, glasovalno pravico imate po vsi navzoči, tako nam dovoljuje statut. Jaz upam, da bomo to danes res potrdili,
pejmo naprej in naredimo nekaj, najprej sami zase, za naše družine, za državo. Toliko. Hvala vam še enkrat. Ja, gospod Evgen Tominšek, kandidat za predsednika Saleško-Savinjske, prosim, če prideš gor. Evgen, mi se ne bomo vikali. Mi delamo isto sceno, za iste cilje smo narejeni. Če se ne bomo tako, da bomo še prijatelji med sabo, potem smo to tudi brez veze. Naj tako ostane. To. Spoštovani, zahvaljujem se vam za podporo in zaupanje v moje preteklo in bodoče delo. S sodelavci smo v preteklih mesecih že dokazali, da se s timskim delom da še kako uspešno organizirati avtobusne prevoze na shode, obveščati sokrajane z obvestili o dogodkih, ki se v zadnjem času pospešeno dogajajo, ter z lepo in iskreno besedo marsikoga, ki je neodločen in prepričan, da je situacija brezizhodna, prepričati z dobrimi argumenti, podprtimi številkami, da spremeni svoje mnenje in se skupaj z nami poda v boj za pravičnejši jutri. Z neposrednimi in posrednimi kontakti na terenu bomo nadaljevali zastavljene cilje za dosego pravic vseh ranljivih družbenih skupin, predvsem pa, da bodo glasovi, želje in zahteve naših upokojencev iz lokalnega okolja avtentično preneseni v Ljubljano. Številnim donatorjem, ki prispevate materialno in nematerialna sredstva za potrebe našega društva, pa lepa hvala in hkrati prosim za vašo cenjeno pomoč v tej začeti zagonski fazi delovanja tudi v prihodnje. Prepričan sem, da vas ne bom razočaral in se veselim nadaljnjega sodelovanja. Evgen, izvoli za mizo. To je bil naš marljivi, vesten, predan, trenutno še aktiven udeleženec v delovnem procesu, sicer pa pripravnik za pridobitev statusa upokojenca Evgen Tominšek. Hvala. Ob tej priložnosti bi tudi rada povedala oziroma spomnila, da je na voljo tudi članstvo v inštitutu 1. oktober in sicer, če bi se kdo želel včlaniti, je tam nazadaj gospa Renata pri izhodu, ki včlanjuje. Vse ostale informacije, razen tega, da je članstvo 10 evrov na osebo, vam pa posreduje Renata. Tako da kar veselo. Hvala. Tako, prišli smo do 3. in 4. točke, ki smo jih pač združili. To so usmeritve zbiranja podpisov in vseslovenski shod. Ja, vse nekaj sem že povedal v shodih. 4. shod bo spet v Ljubljani. Najprej smo mislili ga narediti na železniški in avtobusni postaji Ljubljani. A se slišimo? Ja. Zakaj smo se premislili? Preprosto zato, ker nobeno nočemo nagajati. Zdaj, če bomo... Jaz se veliko krat spomnim shodov 2 leti nazaj. 2 leti tako. Cepivo proti covidu ni uničilo covid. Uničilo je vse jezdece sovraštva, ki so na covidu jezdili. Danes ni nobenega Čordiča, ni Wernerja, ni Markota Potrča, Stevanoviča, ni jih. Ker jim je zmanjkalo teme za sovraštvo. Cepivo proti covidu je uničilo tudi njihov slogan, njihovo izražanje, sovraštvo, sovraštvo, sovraštvo. In potem se spomnim, kako so trpeli otroci, so čakali svoje starše v vrtcih, pa ne eni in ne drugi niso vedeli, da so blokirali obvoznico v Ljubljano, da so onemogočili otrokom starše, da so naredili težav
Nekje sem hotel eno besedo, pa ne bom več pogovoril. Mi taki ne bomo. Na naših shodih se vedemo kulturno, dostojanstveno, častno, z ljubeznijo do domovine v srcu in slovensko. Tako kot tu pojemo slovenske pesmi, našo himno Čebelice, vedno pride kakšen naših let ali pa še starejših od nadstopajočih, zdaj bo Jožica Svete, pa upam, da cel trio Avsenikov. Če Alfija ne bo v mestu. Torej, v glavnem prihajamo tudi zaradi druženja. Mi, ljudi, ki se vozijo dlje, pa mogoče kdo postane ne lačen, ampak ima malce s seboj, ne nagovarjamo, da nosijo sendviče, pa hamburgerje, črn kruh, pa zasko gor. To je slovensko. In še nekaj, vedno od drugega shoda naprej bomo na začetku pozdravili vse rakave bolnike, vse druge bolnike po bolnišnicah, ostarele in osamele v domovih, vse, ki so doma, pa bi bili radi z nami, pa ne morajo biti. Vedno bomo pozdravili vse tiste, ki so dobrega srca. Na koncu pozovemo tudi, da za seboj počistimo in odnesemo vse, kar smo tam prinesli. Po tretjem shodu nismo našli še enega samega grama smeti. Nikoli. Ljudje za sabo počistimo, ker je naša domovina lepa, ker moramo tudi mi pokazati ljudem vzor, mi moramo biti njim vzor, kako želimo živeti. Zato naj bo četrti shod tudi tak. Pridite skupaj, bomo zapeli. Tisti, ki ste poslušali en intervju s cenjenim doktorjem Jožetom Možino, ste slišali stavek: poslušajte, kako doni 35.000 grl. Poslušajte, kako poje Slovenija. Ne sliši se samo po Ljubljani, po celem svetu se sliši. In naj se tudi na četrtem shodu. Vljudno povabljeni vi, če imate avto frej, še koga povabite, da nas bo res veliko. Ne borimo se samo za pokojnine, mi tam izražamo tudi čast do naše Republike Slovenije in do nas samih. Vljudno vabljeni. Tako, dragi gostje, počasi smo prišli do konca in zdaj bi pa jaz z eno točko glasbeno zaključila, in sicer ponosni smo na, presodite sami kaj.